uporabil bom zlajnano farso, bolj kot igra bo se zapomnili točke. Zelo pomembne točke. Težka tekma je za nami proti dobrem Triglavu. Dobro so se zaprli, dobro so stali na igrišču tako rekoč celo tekmo in mi smo po našem dobrem začetku, ko smo bili kombinatorni, ko smo skušali izrabiti prostore, ki so nam jih ponudili, smo potem počasi izgubljali neko energijo, izgubljali hiter pretok žoge in vse bolj postajali nervozni, vendar je po tolikih zmagah in po tako težkih tekmah, ki so za nami, enostavno potrebno zmagati. In to smo danes naredili, zato si fanti zaslužijo čestitke. Kar se tiče igre, pa verjamem, ker je bila v preteklosti že v neki kontinuiteti zelo dobra, da bo tudi bodoče. Zdi se, da ste 3 točke malo srečno izvlekli, ampak to vedno rad počnejo velike ekipe. Tako je, to se skozi prvenstvo nekako zgladi. Danes je mogoče izgledalo, da smo se zaradi tega, ker smo pač na koncu zabili, vendar bi mogoče iz nekega pritiska, ki smo ga ustvarjali od začetka tekme, lahko povedali tudi prej, potem je bilo bistveno drugače, cela tekma bi se odprla. Mi smo skušali tekmo razbiti z nekim ritmom, da bi se nasprotnik bolj odprl, vendar se v nobenem trenutku to ni zgodilo. Oni so bili disciplinirani do konca, se hitro vrnili na svoje polje in tu smo pač težje prebijali, vendar lahko rečemo tudi, da je srečno ali pa ne, veseli smo teh 3 točk. Taktično so se postavili podobno kot Dudelanž, torej protinapad je bil glavno orožje. Je bil nekakšen trening za povratno obračun? Tako je, vsaka tekma je neka nova zgodba. Danes, recimo za razliko od prejšnjega domačega prvenstvenega dvoboja, so bili nasprotniki bistveno bolj nevarni, so nas bolj hrabro ogrožali, Koper ne. Oni pa ja, tudi Dudelanž je nekajkrat nevarno ogrozil naša vrata, tako da je to vse skupaj en odličen trening, jasno, za bodoče tekme, tudi za to prvo proti Dudelanžu. Zdi se, da vas je tokrat sreča zapustila. Točko ste praktično že imeli v žepu. Ja, se strinjam. Točko smo imeli v žepu tudi po prikazani disciplinirani igri. Tokrat smo se predstavili v dobri luči, kakor zadnjička smo tukaj doživeli malo katastrofo. Žal mi je fantov sedaj v garderobi, kjer so odgarali tekmo. Nismo se branili, taktično smo se postavili in s pol kontra smo imeli svoje priložnosti, ki bi lahko tudi zadeli, ampak v nogometu je tako, če ga ne daš, ga dobiš in glave gor. Nismo mi prišli tukaj, da se zdaj proti Mariboru sekiramo, če smo zgubili. Maribor ni naš tekmec, ampak imel je pa 3 točke na razpolagi in žal mi je zaradi te točke, ki je danes nismo osvojili. Protinapad je bilo danes vaše glavno orožje. Bili ste tudi izredno nevarni? Ja, mi smo to trenirali, dobro smo se preštimali. Veseli me, ko je kolega Dare Milenič dal dober kompliment, da imamo glavo in rep. Mi smo se dobro postavili, neumni bi bili, če bi napadali Maribor gor, ker vemo, kaj bi nas doletelo. Tako smo vedeli, kaj hočemo, po kaj smo prišli. Tudi močnejše ekipe tukaj zapuščajo po 4-5 golov, tako da v tej priložnosti sem prezadovoljen, kljub temu, da so moji fanti pokazali pravi karakter in odigrali eno odlično tekmo. Motivacija v Ljudskem vrtu za vaše mlade fante na vrhuncu? Je na vrhuncu, to je lahko dvorezni meč. Lansko leto je bila motivacija na vrhuncu, samo te fanti niso še navajeni igrati pred večjim številom gledalcev. Vsak prisoten je določen strah, ampak ko se sprostijo, mislim, da je tukaj veliko rezerve, da bomo letos to tudi pokazali v prvenstvu.